Spoštovani gledalke in gledalci, dobrodošli v tokratni izdaji oddaje Športna ideja. Z nami je Andrej Grut, trener odbojkaric oziroma starejših deklic odbojkarskega kluba Lendava. Lepo pozdravljeni. Pozdravljen. Odbojkarice odbojkarskega kluba Lendava so v tej sezoni dosegale izjemen uspeh in se uvrstile v prvo slovensko ligo med najboljših 16 v državi. Kaj vam to pomeni? Ja, lahko rečem, da je to pri starejših deklicah največji uspeh za naš klub, uvrstitev med 16 najboljših ekip v državi. Moramo vedeti tudi, da so starejše deklice najštevilčnejša skupina nastopajočih v ligi, to nastopa več kot 100 ekip. Tako da to je za naš majhen klub velik uspeh in lahko rečem, da smo zelo zadovoljni. Moram pa tudi poudariti, da imamo dobro generacijo pri tej starosti, tako da tudi v preteklosti so te punce dobro nastopale v mlajših kategorijah in ja, lahko rečem, potihem sem upal, da bomo prišli v prvo ligo in to nam je uspelo. No. To so deklice, ki so se uspeli uvrstiti, ampak kako ste kot trener doživeli tole uvrstitev starejših deklic v prvo ligo? Verjetno je to navda človeka oziroma trenerja sploh s ponosom. Ja, seveda, lahko rečem, da smo zelo ponosni na njih. Jaz tudi, po drugi strani sem še skoraj drugo leto tukaj trener, tako da s temi deklicami je prej delal drugi trener, Spaso Todorović, ki nam je pred lansko sezono učil pucnce, tako da tudi njegovo delo moramo pohvaliti tukaj, da so se naučili osnov in lahko rečem, da sem samo nadaljeval njegovo delo in ja, lahko rečem, da smo zelo zadovoljni s puncami. Andrej Grut, sami ste bili profesionalni odbojkar in verjetno zato tudi zelo dobro znate oceniti. Je bilo to pričakovano, uvrstitev namreč v prvo ligo, ali je bil presežek načrtovanega? Konec koncev rekli ste, tukaj ste šele 2 leti, tako da je bilo potrebno oceniti in kaj je to za vas? Je presežek ali je bilo pričakovano? Pričakovano ni nič. Lahko rečem, da smo pač pozitivno presenečeni, da smo se uvrstili, ampak kot sem že prej omenil, dejansko so te punce že v preteklosti izkazovale nek potencial in na tem potencialu smo naprej gradili in dejansko nam je uspelo. Po drugi strani se ti pa tudi v kvalifikacijah mora malo poklopiti, da bili so 3 krogi kvalifikacij in če pač naletiš na neugodne nasprotnike, lahko hitro kje ti spodleti. Nam se je pa tokrat pač išlo. No. V kvalifikacijah ste osvojili 6 zmag in samo 1 poraz. Kje vidite ključne elemente, ki so ekipo pripeljale do takšne stabilnosti in zrelosti? Ja, lahko rečem, da ima ta generacija višino. Punce so dokaj visoke, kar je velika prednost. Lahko rečem, da smo boljši bili v napadu kot druge punce. To nas je reševalo. Čeprav smo občasno imeli nekaj težav na sprejemu, nas je recimo ta višina v ključnih trenutkih uspela rešiti. Kateri del igre ste morali pri ekipi še malce dvigniti, da je prišlo do tega rezultata? To so tista opažanja, ja, recimo izpred 2 let, ko ste prišli kot trener. Ja, te punce se razvijajo iz leta v leto in napredujejo. Pri kategoriji starejših deklic je servis, sprejem je ključnega pomena, ker če dobro serviraš, lahko v serijah dosegaš veliko točk. Ravno tako lahko prejmeš veliko točk, če ne sprejmeš dovolj dobro, da bi lahko odigral napad. In na tem je veliko poudarka, seveda tudi v napadu. Ko pridemo do priložnosti, bi radi čim prej zaključili žogo in naredili točko, tako da na teh elementih smo nekako delali največ. Premagali ste ekipe iz zelo močnih odbojkarskih okolij. Kaj vam je ta kvalifikacijski turnus povedal o tem, kako konkurenčne so vaše igralke v slovenskem prostoru? Jaz lahko rečem, da se jutri prične prvi krog te prve lige. Igrali bomo proti zelo močnim ekipam, tako da jaz upam na čim boljšo igro. Kaj bo pa prihodnost prinesla, bomo pa videli. Upam, da bodo vse punce zdrave, ker tudi nimamo toliko širine, da bi lahko menjavali, ne vem kaj. Tako da tudi to je pomembno.
bomo videli, no? Upam pa na čim boljši uspeh. Pa poglejmo še malce nazaj. Edini poraz, ki je bil proti ekipi OTP Banka Branik. Ste takrat dobili kakšen pomemben vpogled, kaj bo potrebno izboljšati pred prvoligaško sezono? Ja, lahko rečem, da je Branik, se pravi punce OTP-ja, so igrajo zelo zrelo. Od obrambe, sprejema, napada so zelo zanesljive, tudi v napadu so zelo močne, tako da če njih ne pritisneš dovolj s servisi, imaš zelo, zelo veliko težav, kajti one to delajo tudi drugimi ekipami, jih pritiskajo že od servisa naprej in ja, mislim, tu je glaven ključ do uspeha. Lahko rečem, da so punce Maribora igrajo zelo zrelo in zelo pametno, tako da res mora se nam poklopiti najboljša naša igra, da lahko dejansko pariramo oziroma jih presenetimo. Se vam zdi, da se v lokalnem okolju dovolj prepozna pomen dela z mladimi športnicami oziroma kje so še rezerve pri klubu, občini, starših, infrastrukturi? Ja. Največ rezerv je v strokovnem kadru, ne? Tega kot vedno primanjkuje. Tu imamo največje težave kot klub. To leto smo se sicer razširili tudi na osnovne šole v Odrance in Turnišče, tako da bi radi malo bazo deklic povečali za prihodnja leta. Nekako nam je uspelo sestaviti trenersko ekipo, ki lahko to vse skupaj upravlja, ampak dejansko vidim tu največjo težavo, ne? Največja težava je pri strokovnem kadru, ki bi bil pač na razpolago, ne. Težko ga je najti in težko ga je seveda tudi obdržati. Kaj bo največji izziv, ko zdaj stopite med 16 najboljših ekip v državi in kaj si kot trener želite doseči v tej prvi sezoni? Zmage, to je jasno. Vsekakor, zmage so itak, zato igramo, ne, ampak dejansko nimam jaz osebno nobenih konkretnih ciljev za po nekih najvišjih mestih. Rad bi samo, da punce prikažejo pač čim boljšo igro, to, kar so sposobne, da igrajo sproščeno in potem pač bomo videli na koncu, kam nas bo tale igra in pristop prinesel. V času, ko se mladi odločajo za druge aktivnosti, kako vam uspeva ohraniti interes za šport in treninge? Najlažje je tako, da punce pridobimo že v zgodnjih letih, se pravi od prvega razreda naprej, da pač vzljubijo ta šport, postanejo del odbojkarske družine in potem jih je pač tako jih je najlažje držati pri klubu, v odbojki in mislim, da je to zelo pomembno, kajti enkrat, ko so starejše, imajo že druge dejavnosti in potem je res težko pridobiti nove igralke. Andrej Grut, v tem trenutku ste profesionalni trener, študirali ste fiziko, bili ste poklicni športnik oziroma profesionalni športnik, zdaj ste trener. Kako je to, kakšna je bila vaša pot oziroma kako ste se sami znašli v vlogi profesionalnega trenerja? Lahko rečem, da mi pač nikoli v življenju nisem imel cilja, da bi postal profesionalni trener, ampak splet okoliščin je to nanesel na to. Pred lansko sezono namreč nas je zapustil trener in pač nismo našli druge ustrezne rešitve in sem bil primoran prevzeti vodenje nekaterih selekcij. Lahko rečem, da je biti profesionalni igralec oziroma trener zelo velika razlika. Kot igralec nikoli ne razmišljaš o tem, katere vaje je potrebno delati, katere elemente igre je potrebno izboljšati. Ne rabi se ukvarjati z različnimi vajami, iskati načine oziroma tudi vaje, ki bi jih rad uporabil na treningu. Vse to je bilo lani potrebno, še posebej kako naučiti mlajše punce tehniko. Jaz kot profesionalni igralec sem vedel tehnično izvajati stvari, ampak nikoli nisem o njih razmišljal, zakaj jaz nekaj delam tako, kot delam. In seveda sem moral se poglobiti v to, pogledati ogromno materiala in ja, čez celo leto sem se nekako
ogromno energije sem vložil v to, tako da ja, sem nekako naštudiral, lahko rečem, kaj vse je potrebno, ampak to je pač dolgoletni proces, vse v kratkem času ni mogoče naštudirati, tako da še vedno porabim nekaj časa za to, ampak bistveno manj kot prejšnjo sezono. Lahko rečem, da je bil to prestop iz profesionalnega igralca v trenerja, je bil za mene kar konkretno težek. Hkrati pa je to tudi, ste trener ekipnega športa. Sami poznate, kako ekipni šport funkcionira. Deklice morda funkcionirajo malce drugače kot dečki. Tudi to bi znal biti izziv, predvidevam. Ja, vsekakor, ampak zaenkrat lahko potrkam, da nisem imel nekih večjih težav. Punce so pač v redu delale, so se v redu razumele, tako da ja, ni bilo zaenkrat nobenih večjih težav. No. Upam, da bo tako tudi v prihodnje ostalo. Sicer pa so športi pomembni in je potrebno, da prinesemo nekaj športnega duha že od doma oziroma sabo, ne glede na to, če igramo odbojko ali kaj drugega. Ali se ga da tudi privzgojiti, kajti v zadnje čase vedno govorimo, da se premalo gibamo. No? Ja, vsekakor otroci se danes res premalo gibajo, tako da pomembno je za njih, da obiskujejo neke športe. To vidim tudi pri svojih otrocih in treba jih spodbujati vsekakor, kajti doma so preveč stacionarni v sedečem in ležečem položaju za tablicami, telefoni, igricami. Tako da ja, to vsak starš posebej mora spodbujati otroke, da se naj čim več ukvarjajo s športom. To jaz osebno spodbujam svoje, tako da mi pri klubu pa tudi hočemo pridobiti čim večje število pač mladih odbojkaric oziroma pač punc, ki bi bile pripravljeni se ukvarjati s športom, tudi če na koncu ne bodo postale odbojkarice profesionalne s tem, ampak da pač odrastajo z neko odgovornostjo, z nekim pozitivnim razmišljanjem o športu in to nam je pač bistveno. In to je verjetno tudi ključ, da ste se malo razširili, kot ste prej dejali, do osnovne šole, Odranci in še kam dlje. Ja, vsekakor naša šola samo je premajhna, lendavska okolica, tako da probamo se razširiti na sosednje šole in pobrati čim več punc. Dejstvo je, da ni v okolici nobenih drugih takih ekipnih športov za punce, no, tako da res odbojka je tisti najbolj popularen ženski šport in to nam je pač dejansko je zaradi tega malo lažje pridobiti punce, ampak vseeno je pač treba iti v širino, da imamo čim več podmladka in da potem iz teh punc lahko pač se razvijajo potem. Združite prijetno s koristnim. Punce se gibajo, rade se gibajo, rade imajo odbojko. Odbojka je v pokrajini dobro umeščena in vi imate malce širši bazen za nabor odbojkaric za prvo slovensko ligo. Tako je. Andrej Grut, najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala. Spoštovani gledalke in gledalci, v tokratni izdaji oddaje Športna ideja je bil naš gost Andrej Grut, trener starejših deklic odbojkarskega kluba Lendava.